Z novo signalizacijo lažje do najbolj zanimivih turističnih točk knežjega mesta. Grafika Gracer ostaja bronasti partner Olimpijskega komiteja Slovenije. V celjskem zgodovinskem arhivu na ogled začetki jadralnega padalstva v Celju. V pokalu Alpe Adria poraz Tajfuna in zmaga Zlatoroga. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, dober dan v informativni oddaji Dogodki dneva. V Celju so v teh dneh zaključili s projektom postavitve novih obvestilnih signalizacijskih tabel, ki bodo obiskovalce knežjega mesta vodile do turističnih ter drugih pomembnih lokacij in ustanov. Vrednost projekta je 100 000 evrov, v prihodnjem letu pa bodo s postavitvijo podobnih tabel nadaljevali tudi na državnih cestah v mestni občini Celje. Ideja o postavitvi novih tako imenovanih turističnih in obvestilnih signalizacijskih tabel je zorela že nekaj časa. V letu 2014 so v mestni občini Celje pripravili elaborati, na podlagi tega zdaj nove usmerjevalne table postavili na lokalnih cestah v občini. Mi smo se lotili tega celovito s projektom, dejansko gre za celotno ureditev vodenja prometa, tako kot ste rekli, do teh pomembnejših objektov. Ne gre samo za pomembnejše objekte, tudi za turistične, naravne, kulturne znamenitosti. Pravi pomen tega se skriva v tem, da obiskovalce Celja pripeljemo po najkrajši poti do lokacije, ki jo želijo obiskati. Vseh lokacij do sedaj je bilo označenih 39 po lokalnih cestah, postavljenih je bilo približno 260-270 usmerjevalnih lamel. Dejansko teh objektov je res ogromno. Najbolj pomembno se nam je zdelo, da označimo Šmartinsko jezero, Celjsko kočo in Stari grad. Signalizacijske table v mestni občini Celje sicer niso novost, so pa zdaj posodobljene in vodijo do večjih turističnih ter drugih zanimivih lokacij in ustanov. Slednje so v mestni občini Celje izbrali skupaj s krajevnimi skupnostmi. Vsak Celjan pozna te lokacije, ki so pomembnejše, oziroma v občini smo vedeli, kam želimo peljati obiskovalce. Je pa vsekakor tistih ljudeh, ki živijo v posameznem delu Celja, najbolj se spoznajo na svoje krajevne znamenitosti oziroma krajevne posebnosti in smo tudi upoštevali njihove predloge. Projekt se bo nadaljeval tudi v prihodnosti, vse pa bo odvisno od v proračunu zagotovljenega denarja in dogovora s pristojnimi državnimi ustanovami. Drugo leto se bomo lotili državnih cest, kjer je zadeva malce bolj zakomplicirana, saj zakonodaja zahteva sodelovanje države, torej DRSI-ja. Nova signalizacija bo zlasti v veliko pomoč turistom, pa tudi tistim obiskovalcem, ki knežjega mesta ne obiščejo vsak dan. Celjsko podjetje Grafika Gracer pa je z Olimpijskim komitejem Slovenije podpisalo novo partnersko pogodbo. Tudi v prihodnjih 4 letih bodo njihov bronasti partner, zanj pa bodo še naprej tiskali vse tiskovine. Podpis nove partnerske pogodbe z Olimpijskim komitejem Slovenije je za uspešno celjsko podjetje velikega pomena, zlasti zato, ker v Grafiki Gracer tudi sicer podpirajo športnike v različnih športnih panogah. Moram reči, da kar od vsega začetka, jaz sicer sem imel malo manjši ali pa večji handicap, nekaj časa sem igral pri mladini v Celju košarko, vendar zaradi zdravstvenih razlogov potem nisem nadaljeval neke kariere, nisem dosegel v športu. Sem pa dejansko vse skozi imel najprej sicer malo nogometno ekipo, ki je bila kar na vrhunski ravni. Zadevo sem nadaljeval pri takratnem nogometnem klubu Publikum. V zadnjem času pa v glavnem podpiram celjske kegljačice. Drugače pa seveda sem tudi podpredsednik Športne zveze Celje, tako da šport dejansko mi ni tuj. Med našimi zaposlenimi je profesionalni vodnik gorski, profesionalni rokometaš, košarkaš, bivši državni prvak v košarki, bivši jugoslovanski judoist, pomeni jugoslovanski reprezentant v judu, en kup enih športnikov, nogometaši, normalno. Tako da smo športno podjetje, tudi kot sem že omenil, na naših srečanjih družinskih vedno vključimo šport v ta naš program. Je pa druga resnica, zelo smo lokalno dejavni na športnem področju s tem, da pomagamo lokalnim klubom, finančno, materialno, kakorkoli. V naslednjih 4 letih bodo tako nadaljevali uspešno skoraj 8-letno sodelovanje z eno najpomembnejših športnih organizacij. Ta pogodba je omejena na naše tiskarske storitve, praktično tiskamo vse za njih.
Seveda pa pričakujemo tudi nekaj od ostalih olimpijskih sponzorjev, da tudi mogoče preko Olimpijskega komiteja pridemo do kakšnega posla. Menimo, da se tako tudi lažje razpoznamo kot firma. Dobro se z dobrim vrača, ne? To je vedno bilo in vedno bo. Sicer pa biti del olimpijske družine je zelo velika čast in seveda radi smo del te zgodbe, ne? K podpisu nove pogodbe je veliko prispevalo tudi dobro dosedanje delo vodstva Olimpijskega komiteja. Vidimo v sedanjem vodstvu Olimpijskega komiteja en viden napredek. Sedanji predsednik, gospod Gabrovec, praktično ob svojem delu obiskuje vse partnerje, obiskuje vse športne prireditve, ki nekaj pomenijo, tako da hoče enostavno olimpijski šport približati vsej slovenski javnosti in ne daje poudarka samo vrhunskemu športu, ampak množičnemu športu. Gracer še ugotavlja, da podjetniki in gospodarske družbe premalo podpirajo športnike. Če gremo na www stran Olimpijskega komiteja, mislim, da je teh sponzorjev premalo, kajti Slovenija kot mala država, dvomilijonska država in z toliko uspešnimi vrhunskimi športniki, mislim, da bi si zaslužila tudi več pozornosti in pa več vlaganja v to. Nekaj seveda je pri tem kriva država, ki z davki, posebej z tem DDV-jem na vsako sponzorsko pogodbo nekako še dodatno zaračunava in ta denar seveda gre zopet nazaj v državo, namesto da bi šlo za treninge oziroma za boljšo pripravljenost vrhunskega športnika in športnice. So pa tudi v grafiki Gracer v minulih letih natisnili ali v svoji založbi izdali nekaj knjig o športu. Zadnji dve sta povezani s celjskimi športniki. Gre za knjigi Zgodovina celjskega rokometa in 125 let športa v Celju. V zgodovinskem arhivu Celje pa so odprli razstavo Začetki jadralnega letalstva v Celju. Razstavo so skupnimi močmi pripravili Gimnazija Celje Center, Muzej novejše zgodovine Celje in Zgodovinski arhiv Celje. Sočasno z razstavo pa sta išli tudi posebna znamka in razglednica. Pošta Slovenije pa je na ta dan v uporabi imela tudi poseben žig dneva. Začetki jadralnega letalstva v Celju segajo v leto 1927, ko je bila dana pobuda za ustanovitev aerokluba v Celju. Razstava z naslovom Začetki jadralnega letalstva v Celju je nastala na pobudo enega od sinov, od enega, bi rekel, ustvarjalcev te zgodbe jadralnega letalstva, začetku jadralnega letalstva v Celju v 30 letih prejšnjega stoletja, to je gospoda Bogdana Mirnika. Na njegovo pobudo smo potem trije partnerji, Muzej novejše zgodovine Celje, Gimnazija Celje Center in Zgodovinski arhiv Celje, pristopili k izdelavi te razstave. Gradivo smo dobili nekaj od gospoda Mirnika, pa potem še od ostalih potomcev, ustvarjalcev te zgodbe. To je predvsem gre tu za fotografije in nekaj članskih izkaznic, knjižic letenja. Potem smo pridobili v našem arhivu še nekaj arhivskega gradiva in v pokrajinskem arhivu v Mariboru. Na idejo o oblikovanju jadralno-letalske skupine v Celju sta med služenjem vojaškega roka zaradi mrtvila v celjskem aeroklubu prišla Mirko Mejavšek in Bogdan Mirnik. Njegovi člani, predvsem gospod Ropas, je na podlagi motorja, letalskega motorja, ki jim ga je dala vojska, to je bil še motor iz Prve svetovne vojne, menda skušal zgraditi motorno letalo, ampak ti načrti so padli v vodo ali pa na zemljo, če tako rečemo, in zato se je on sam usmeril v gradnjo jadralnega letala, ki ga je tudi izdelal, ampak ker je pa delo v klubu zamrlo, je to letalo odstopil v klubu v Maribor. Sprva so se dvigovali po strminah, recimo v Bukovžlaku na spodnji Hudinji
s pomočjo gumijaste vrvi, ki so jo napeli na to jadrilico, da tako rečemo, in jo potem pač s pomočjo sile te gume dvignili v zrak. Ti poleti so bili najprej skoki, ne, ampak so se potem pa podaljševali. In potem kasneje, v koncu 30 let so se dobili še avto, s pomočjo katerega so potem dvigovali ta jadralna letala v zrak. Zgradili so še eno letalo, ki se je imenovalo Inka 2, in zgodba se je uspešno razvijala do začetka vojne. Razstavo, ki jo je oblikovala Ana Pečnik, poleg panojev, na katerih je kronološki pregled skozi leta jadralnega letalstva, sestavljajo tudi makete letal, razne diplome in še kaj. Debeli dokumenti so pa recimo te knjižice letenja, ki lepo dokazujejo, kako so posamezniki najprej skakali s temi avioni, potem so se pa ti skoki podaljšali v kratke lete in potem še v daljše lete, ki so jim potem tudi omogočili, da so si pridobili nekatere diplome oziroma priznanja, ne vem, kako to se po njihovo imenuje. V Celju so si A in B diplomo lahko pridobili toliko, koliko so ti avioni, ki so jih imeli v Celju, omogočali. Potem imamo še eno knjižico, ki je nekakšen priročnik letenja, ki nam jo je dal gospod Mirnik. Potem so še članske izkaznice, to pa je tudi že skoraj da vse, kar se tiče teh stvari, ki smo jih dobili od privatnikov. No, v arhivih pa imamo imamo recimo nekaj dokumentacije, prošenj društva, občini za sredstva, pa pravilnik te letalske sekcije. Razstava bo v prostorih Zgodovinskega arhiva Celje na ogled do 25. novembra. Košarkarji Tajfuna in Zlatoroga so sinoči odigrali srečanje v okviru pokala Alpe-Jadran. Šentjurčani, ki so se že predtem razšli s trenerjem Krešimirjem Bašičem, so v končnici klonili proti avstrijskemu Kapfenbergu. Laščani pa so bili v Treh lilijah prepričljivo boljši od hrvaškega prvoligaša Osijeka. Košarkarji Zlatoroga so se po 2 tednih znova pomerili z ekipo iz Osijeka, ki je bila v Slavoniji na prvem srečanju boljša za kar 27 točk. Zlatorogovci so tokrat prikazali povsem drugačen obraz in prvo četrtino dobili z razliko 16 točk. Do polčasa so svojo prednost povišali še za 8. S pritiskom na nasprotnika niso odnehali niti po polčasu, saj so po tretji četrtini vodili že za 34 točk. Gostje so v zadnji periodi poraz malce umilili. Končni izid 92-62. Najboljši strelski izkupiček je imel Ramo Rizvič z 22 točkami. S košem manj je sledil Jan Špan. Najpomembneje pri vsem skupaj je, da so Laščani sedaj v primerjavi s hrvaško zasedbo boljši v medsebojni primerjavi. Naslednjo sredo sledi srečanje v Kopru pri Primorski, še predtem pa bo Zlatorog v soboto v okviru državnega prvenstva ob 19. uri gostil šentjurski Tajfun. Resna, zavzeta in skoncentrirana igra od prve minute, kar je rezultiralo hitro vodstvo. Tudi ko smo imeli že malo večjo prednost, nismo popuščali, tako da mislim, da nocoj zasluženo zmagali visoko. Priložnost so dobili tudi tisti, ki ponovadi ne igrajo, mlajši fantje, in so lahko nocoj videli, kam nekako v tem trenutku sodijo. Ekipo iz Hruševca je tokrat vodil Robi Ribežl, saj se je klubska uprava razšla s hrvaškim trenerjem Bašičem. V šentjurski postavi na srečanju z vrsto iz avstrijskega Kapfenberga ni bilo niti poškodovanega nosilca igre Mirze Sarajlije, Ivan Držić pa se je poslovil že dan prej in bo poslej član polzerskih Hopsov. Ekipi sta bili 3/4 precej skupaj, rahlo prednost pa so imeli gostje. V zadnji četrtini so Tajfunovci začeli slabše in Avstrijcem dovolili prevzem vodstva za 8 točk, a si v nekaj minutah uspeli priigrati povratek in celo prevzeti vodstvo za točko. Končnica je bila podobno slaba kot v soboto proti Primorski, s tem, da so gostje zmagali že po rednem delu. Končni izid 71-75.
Malcolm Grant je za domače dosegel 21 točk, od tega 5 trojk iz 6 poskusov. To je bil drugi šentjurski poraz v skupini C, ki jo sestavljajo 3 ekipe, kar pomeni, da je preboj v nadaljevanje možen le še teoretično. Tekma na koncu podobna sobotni, zaostanek sta nadoknadili, potem pa zaključili s porazom. Kako pa ste videli celotno dogajanje? Neke določene stvari so se iz danes na jutri že nekako popravile. Vidi se, da ima napad glavo in rep in mislim, da današnja tekma pokazala, da lahko svetlo gledamo v prihodnost in gremo v Laško ne z belo zastavo, ampak nuditi nek dostojen odpor in mogoče celo presenetiti. Danes je nekaj več priložnosti dobil Matic Maček, ki je tudi kar dobro izkoristil. Kaj je mogoče reči na to temo? Jaz sem z Matica nekako skoči na trening, kaže neke dobre igre. Poleg tega se moramo zavedati, Matic je dal vse reprezentance šest in moramo vedeti za njega, da je nek šolan igralec. Uprava je neuradno razrešila trenerja Krešimira Bašiča. Kako to potrdite oziroma kaj se dejansko dogaja pri vodenju kluba? Tekom včerajšnjega dneva smo imeli korespondenčno sejo člani upravnega odbora in glede na klimo, ki je vladala v klubu med igralci in glede na rezultat, ki nikakor ne obeta mirne in uspešne sezone, smo se odločili, da se poskušam oziroma da se sporazumno prekinemo pogodbo z trenerjem Bašičem. Je morebiti že tako daleč, da boste lahko kmalu postregli z imenom novega stratega? V tem trenutku je do nadaljnjega trener pomočnik Krešimira Bašiča, to je Robi Ribežl. Pogovarjali smo še z nekaterimi trenerji, na koncu se bomo odločili, mislim, da v tem tednu, kako naprej. Ponoči se bodo padavine okrepile in razširile nad vso Slovenijo. Ob morju bo pihal jugo, jutri pa bo oblačno s padavinami. Meja sneženja bo v južni Sloveniji nad 1500 metri nadmorske višine, drugod med 1000 in 1300 metri, v severni Sloveniji lahko tudi nižje. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem od 10 do 14 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine. V soboto bo na Primorskem pretežno jasno, drugod delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Toliko v današnji informativni oddaji. Hvala lepa, ker ste bili v naši družbi. Bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.